Dobro večer, spoštovani gledalci in gledalke. V studiu gostimo župana občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja. V zadnjem času se je zgodilo marsikaj pomembnega in zanimivega, zato od župana v nadaljevanju oddaje pričakujemo kar nekaj mnenj oziroma odgovorov. Gospod župan, pozdravljeni in dobrodošli v studiu Bistrica. Ja, hvala za povabilo, lep pozdrav tudi vašim gledalkam, gledalcem. Pa začniva kar takole aktualno. Širitev industrijske cone Impol je praktično zaključena. Se že ve, kdaj bo otvoritev? Ja, zdaj kar zadeva te prve faze širitve oziroma uvoznice je res fizično tako rekoč končana. Treba je reči, da je bilo res to narejeno v zelo kratkem času, tako da lahko samo tako izvajalce, pa tudi tiste, ki so prej pripravljali dokumentacijo, vse ostalo, tudi delo v povezavi z pridobivanjem zemljišč, ker veste, veliko dela je, ki ga treba prej narediti, ko se fizično sploh kaj vidi, so se pri tem res izkazali. Zdaj moram tudi reči to, da je bilo, to je že treba priznati, nekaj nerodnosti v zaključni fazi del. Vem, da so nekateri bili tudi nekoliko ogorčeni, vendar žal gradbišču ne može drugače zaključiti, kot da pač je potrebno, tako da v bistvu gre tudi seveda tistim, ki so in ki še morajo biti potrpežljivi, da pač jim gre na nek način tudi zahvala. Zato res je, da je mogoče vse ena stvar, ki ni bila vredno narejena, je bilo obveščanje, informiranje, lahko bi malo drugače se to izpeljalo. No, ampak zdaj ta del je praktično končan. Tudi Impol je že pričel z svojo gradnjo. Moram reči tudi to, ker so bili zelo kratki roki, se je šlo tudi tako na roke izvajalcem in pa seveda tudi Impolu, da je lahko prej pričel z gradnjo, ker sicer bi lahko tisto Mroževo še nekaj časa imeli dlje odprto. Bil je opravljen tehnični pregled že, v sklopu tega pregleda so bile še nekatere stvari, napake, ki jih bilo potrebno odpraviti, in potem so še neki pritožbeni roki, in v tistem delu, kjer je seveda nova gradnja, je možna formalna otvoritev takrat, ko bodo vse ti postopki končani. Verjetno bo še vzelo to kakih teden, 2, 3 časa, težko bi natančno napovedal, ampak v bistvu pa ta stvar praktično zdaj končana. Zdaj, jaz upam, da bo to seveda imelo tudi nek učinek na drugi del uvoznice. To je ta povezava zdaj od v bistvu Impola pa do regionalne ceste, kjer je pa nosilec investicije direkcija oziroma država, ker je treba reči, da v tem delu je investicijo v bistvu izvajala občina, financirana pa je bila ta del investicije iz evropskih skladov, ker smo uspeli na razpisu, in pa iz občinskih sredstev, tako da tukaj država še zdaj ni premaknila ničesar, je pa naloga države, da spelje ta drugi del. Zdaj upam, da bodo tudi postopke nekoliko pospešili. Zdaj postopki sicer že tudi potekajo, ne samo kot samo primer, kako deluje pri nas stvari. Mi smo v tem času, oziroma v tem času, ko smo mi izpeljali praktično investicijo do konca, pa smo vsi pričeli na isti štartni točki, je direkciji uspelo, mislim, da izbrati končno projektanta, ki bo šele pričel projektirati. Tako da zdaj jaz upam tudi zaradi potreb Impola predvsem, pa ne nazadnje tudi seveda za potreb mesta vsega ostalega, da bodo pa stvari zdaj tekle hitreje in da bodo tiste obljube, ki so bile velikokrat izrečene, vsakokrat, ko kak pomemben politik pride v Slovensko Bistrico, gre tudi v Impol, da bodo pa ne samo hodili v Impole, ampak da bodo pač poskrbeli tudi po svojih ministrstvih, resorjih, da stvari hitreje stečejo. Kdaj torej lahko pričakujemo začetek prvih del? Če mislite v drugi fazi, vam jaz tega ne upam reči, zdaj, če bi bilo to odvisno od občine, potem bi rekel jutri. Ker ste lahko videli, da bo res zadeva, kar se tega dela tiče, narejena v rekordnem času. Mi smo v kontakti z direkcijo, zdaj, kot sem že omenil, postopki za izbiro izvajalca za projektiranje bi naj bili zaključeni. Dogovoreno je tudi, da se v roku 10 dni dobimo skupaj, torej predstavniki občine, države in pa seveda Impola, ker gre ne samo za izgradnjo tega prometnega dela, ampak gre tudi za to energetsko napajanje, se pravi za
vkop daljnovodu, ne, in tisto izvaja, ali pa bi naj izvajal, ali pa bo izvajal Impol, ne, in zato je treba uskladiti tudi projektiranje. Pa še ena stvar je, ne, veste, pri pridobivanju zemljišč pa pri umeščanju v prostor je zelo pomembno, da pri tem sodelujejo ljudje, ki poznajo situacijo na terenu in ki ne nazadnje s tem tukaj živijo in znajo prisluhniti. Nekaj, če se nekdo postavi birokratsko, kar pa je velikokrat situacija v Sloveniji, potem lahko kakšni postopki stojijo celo večnost. Da se pa narediti, ne, zelo hitro, če je interes, ne, to se je pa pokazalo v nekem drugem primeru, če spomnimo mogoče na primer pač te magme, ne, ki prihajajo v naš regijski prostor in jaz upam, da bodo razumeli, ne, da gre pa za bistveno manjše finančne okvire pri seveda na nek način pomoči temu, da bo lahko Impol nemoteno deloval, da bo znala država tudi tu dejansko prisluhniti, da bojo obljube izpolnjene, ker če stvari primerjamo, ne, mi imamo takšno firmo že tu, ne, ta firma uspešno deluje že vrsto let, ne, ves čas plačuje davke, ne, zato ni dobila še od države, vse po mojem vedenju, pravzaprav ničesar. Ne, se tudi v tem primeru ne gre za to, da bi Impol kaj dobil, ampak gre za to, da se infrastruktura tista zagotovi, ki se, ne. In če že govorimo seveda tudi o produktih, v primeru Impola gre seveda za, po moje oceni, za bistveno višjo dodano vrednost, kot pa bo pač v primeru, ki sem ga omenil. To ne pomeni, ne, seveda, da pravim, da že prav, da pridejo investicije v naše okolje, ne, tudi širše regijsko, ne, vendar bi vse primerljivo bilo pa prav prisluhniti torej domačim gospodarstvenikom. Izgradnja zahodne obvoznice je povezana tudi s celostno prometno strategijo, ki jo je sredi leta potrdil občinski svet. S to strategijo želite v občini vzpostaviti trajnostni prometni sistem, ki bo prispeval k boljši kakovosti življenja. Kateri bodo ti ključni ukrepi? Ja, zdaj gleda, kar se teh strategij zadeva, ne, so pravzaprav predpogoj za to, da je možno tudi dostop do seveda financiranj v prihodnje, nekaj so tako stvari zastavljajo, pa tudi sicer jaz menim, da prav, ne, da se neki strateški dokumenti v bistvu izdelajo, ki so pa operativne narave in ne nazadnje tudi to strategijo smo uspeli dobiti sredstva iz evropskega vira. Je pa pokazala seveda strategija v bistvu situacijo na področju prometa, ki jo tukaj v Slovenski Bistrici imamo, nakazala seveda tudi to potrebo, ne, po urejanju prometa v smislu izgradnje, nadaljevanja te obvoznice, ni pa to seveda edino, kar iz tega sledi. Zdaj, ko pa govorimo seveda o tem trajnostnem pristopu, pa gre za to, ne, da bo v prihodnje potrebno več naporov, ne, z vidika tako imenovane trajnostne mobilnosti, se posebej posvetiti, če hočete, tudi pešcem, se posebej posvetiti tudi kolesarjem. Nekoliko bo treba spremeniti stvari tudi pri nas samih, ne, tudi navade nas samih, s tem zagotoviti, da bo življenje v mestu, pa tudi širše, bolj prijazno in en del je pa seveda vezan na elektromobilnost in na te vidike, ki pa neminovno prihajajo in tukaj tudi mi poskušamo seveda slediti tem trendom. Ne nazadnje je bilo zdaj ravno v času tedna mobilnosti aktiviranih kar nekaj teh električnih polnilnic, tudi v smislu promocije tega dela, ne. Gre pa seveda za to, da je to razvoj, ki je neminoven, ki nas bo slej ko prej dosegel, pravzaprav je že tukaj, tu in gre za to, da je odziv seveda čim hitrejši. V zvezi s tem je seveda vezana tudi selitev v okviru možnosti na javni promet in na nek način, kar se tiče teh kolesarskih povezav, gre pa tudi za širše povezave, ne. Tako da tukaj pa že tudi v skladu z projekti, ki so regijskega pomena, ne, se pripravljajo določene rešitve kot podlaga tudi za eventualne investicije, kar se tiče torej tovrstnega prometa, ne nazadnje se s tem ureja tudi mirujoči promet. Zdaj, če govorimo o mestu, seveda bi se mestno jedro, ne, pač promet bi se ne umilil, ne, skratka bistveno umiril, ne, ampak zato je predpogoj ta obvoznica, ne, ker je treba težek promet iz tega sprazniti, ni pa verjetno pa nesmiselno v celoti promet umakniti iz jedra, posebej še, če govorimo o elektromobilnosti, kjer praktično ni več vsaj na mestu tem osnaževanja, ne. Zdaj, vera zadeva pa seveda še drugi ukrepi zdaj so vezani na tudi promocijo, ne, ker kot sem že pomenil, veste, bomo pa mi vsi skupaj, ne, verjetno morali
tudi mogoče kdaj zamenjati avtomobil, pa tudi za kak korak peš hoje, če hočete, ne, zato je treba še tudi ustrezno verjetno prilagoditi infrastrukturo, ne nazadnje, verjetno marsikje lahko domestimo uporabo avtomobila, tudi ali pa zamenjamo z kolesi, ne, tudi recimo s kolesi na električni pogon in v povezavi s tem so recimo predvideni tudi ukrepi, ki so vezani recimo za povezavo mesta z pač železniško postajo, za kar je pa res težava, ker je pač umaknjena. Zdaj s tem so v prihodnosti tudi potrebne investicije, ko sem pa omenil, pa še enkrat podarjal, ne, bistveno veste pa bo premik v naših glavah. Tako da sestavni del te strategije je seveda tudi v bistvu animiranje, izobraževanje, nek naš lasten razmislek, delo z mladimi, ne, ker tam se te stvari pričenjajo in ne nazadnje tudi vsi ostali kot nek zgled pač drugim. Ne. Ko smo že ravno pri urejanju prostora, veliko ljudi vas sprašuje, kdaj bo sprejet težko pričakovani občinski prostorski načrt. Kot poudarjate, žal ni vse v moči lokalne skupnosti. Ja, gledajte, jaz tudi sam sebe sprašujem, ne, kdaj bo sprejet, ker je situacija dejansko pravzaprav nevzdržna, ne. Zdaj formalno, je pa treba to že povedati, neformalno je seveda res, da take informacije seveda tudi prihajajo do posameznih, ki so zainteresirane strani recimo pristojnega ministrstva, češ da je občina tista, ki sprejema prostorski razvojni načrt. Res je, občina ga sprejema, to drži, ne, vendar preden lahko mi speljemo postopek sprejemanja, ker ga pač v končni fazi sprejme tudi občinski svet, je pa potrebno pridobiti številna soglasja od resornih ministrstev do recimo inštitucij, ki pač so tisti, ki so v postopku soglasodajalci. Ne. In gledajte, to je za običajen pristop, ne tako, ko ga mi peljemo, pa je zgodba v ostalih občinah zelo podobna. Recimo sosedna občina je sprejemala celo 12 ali 13 let, ker so ga zdaj pač končno dobili. Ne. Potekajo stvari nemogoče dolgo, ne. Ob vseh teh študijah, ki jih je pa še potrebno in vsak dan imamo še kako novo, ne. Zdaj predzadnja v povezavi z okolje varstvenim torej soglasjem oziroma stališčem, ne, je tukaj tudi poplavna študija, ne, potem se zdaj dela še študija hrupa, ne. Je pa res, da iz vseh teh študij zdaj že bo počasi sledilo, da to več ne bo nek razvojni dokument občina, ampak zna biti zaviralni dokument, kar se tiče same občine. Ne. Tako da mi tudi ogromno te energije pa usklajevanja seveda namenjamo temu, ne, da bi seveda uspeli čim več nekih potencialnih tudi zemljišče hočete za cone in zato iz tega naslova pridobiti. Jaz upam, da bo zdaj te stvari pač stekle v nekem doglednem času, ne, in to je ravno spet ta paralela, ne, konkretno z tistim projektom prej, ne, ker je lahko, kar se pokaže, ne, če je neka volja, pa če je to interes nekoga, ne, stvari izpeljejo tako rekoč skozi noč, ne, ali pa v roku enega leta, ne, pri nas pa ta zadeva zdaj že teče 8-9 let in to je res nemogoča situacija. Jaz sem verjetno to tudi že večkrat tudi pojasnjeval, ne. Mi imamo totalno birokratizirano državo in namesto, da se bi sprejeli sistemski zakoni, ki bi te stvari urejali, se sprejemajo parcialni zakoni za eno investicijo. Ne. Zdaj se pa predstavljate, kam to v Sloveniji vodi. Ne. In če bi mi lahko suportirali potencialne investitore, vse res je, da verjetno takrat, ko nekomu daš neko zemljišče na voljo, pa to se je tudi že pokazalo izkušnji, ki imamo še mi cono, ki še ni zapolnjena, ne v celoti, je vprašanje, ali se pol odloči za investicijo ali pa ne, ampak potencialni investitore imamo mi, ali pa smo imeli v tem času za več delovne mesta. Da imajo možnost, ne? Ja, kot jih je tam, ne, pa više kvalitete, ne, no na srečo je pa kar nekaj investicij se pa vseeno zdaj v tem trenutku tudi v tem prostoru dogaja. Ne. Jaz upam, no, da bo ta stvar zdaj pač res prišla v zaključno fazo, nekaj zdaj mi to okoljevarstveno presojo, gre za presojo, ne, se pripravlja in da bojo potem pač neki postopki hitreje v bistvu stekli. Ne, je pa res, da praktično predvsem kmetijsko ministrstvo ne nasprotuje tako rekoč kakršnikoli sprostitvi zemljišč, ne, v neposredni bližini avtoceste gre za samo širitev te cone, pri čemer smo mi tudi poiskali nadomestna zemljišča. Ne. Tam usklajevanja potekajo že zdaj 4-5 let, kar je nemogoče. Ne. Jaz razumem, da seveda je potrebno širiti kmetijska zemljišča, ne, vendar je pa seveda na drugi strani pa potrebno omogočiti tudi nek razvoj in pri tem ohraniti nek nivo zdrave kmečke logike.
Gospod župan, brezposelnost v občini se še vedno znižuje, je pod slovenskim povprečjem, tudi število delovno aktivnih prebivalcev se povečuje bolj kot drugod v državi. Priložnosti za zaposlitev so predvsem v kovinarstvu, veliko pa obeta tudi nastajajoči center socialnega podjetništva tukaj v Slovenski Bistrici. Ja, zdaj, jaz osebno sem tudi v rednih kontaktih z posameznimi gospodarstveniki tukaj pri nas, z vsemi, ko se zdaj pogovarjamo, praktično se ugotavlja, da tako rekoč delovne sile, ki bi bila zaposljiva, ne, je ni, ne. Težava, ki jo imamo mi, pa to ni značilno samo naše občine, nekaj je še vedno kar nekaj brezposelnih je v tej strukturni brezposelnosti, ne. Gre tudi za to, da bi bilo treba po moje napore usmeriti tudi v to, da bi se s temi vsem pomoči na nek način prepričali te, ki so, da grejo pač v neka dodatna izobraževanja, da si lahko poiščejo službo, kaj potrebe dejansko so, ne, to mi vsi razlagajo, da ni mogoče najti ljudi in tudi po drugi strani, tako sem že prej rekel, ne, se tedensko vse oglastijo potencialni investitorji. Veliko je pa tudi naših domačih gospodarskih subjektov, srednjih malih podjetij, ki pač širijo svojo proizvodnjo. V tem času je seveda ta gospodarska rast prisotna in glede na neka trende, ki so tukaj v Slovenski Bistrici, pa to pozitivno klimo se to takoj pozitivno odraža. Kar nekaj investicij se končuje, če gledate cono, ne, pa tudi znotraj podjetij se najavljajo določene tudi otvoritve, če hočete, ne, skratka, to gibanje je živo. Zdaj mi smo aktivnosti predvsem peljali na torej tisto področje, ne, ker je pa povezano še dodatno z mladimi, ne, in kjer je dejansko vezano z temi samozaposlitvami, z v bistvu na nek način stimuliranje mladi, da pridejo z nekimi svojimi idejami. Zdaj en del tega je vezan, seveda potencialno tudi na socialno podjetništvo, čeprav jaz zelo jasno povedal, da socialno podjetništvo ne pomeni ne socialnih subvencij, ampak da pač pomeni to družbeno odgovorno podjetje, ki pač ves svoj dobiček vlaga nazaj. Ampak gospodarstvo na tak način sicer deluje, ne. Res pa je, da zakonodaja na tem segmentu omogoča, da lahko mi določene podpore nudimo, ne. Temu, ne, mi smo zdaj ta segment še razširili na tako imenovane start-upe, tiste, ki pridejo z nekimi novimi idejami in z to investicijo v Krozeju, ne, ker omogočamo to osnovno infrastrukturo, torej prostorsko, praktično te prostore že zdaj na podlagi razpisa tudi zapolnili. Imamo kar nekaj idej, ki so nove, so zelo mladi, propozivni podjetniki, ne, upam, da bodo seveda to tudi zgled številnim drugim, kako se jaz pogovarjam tudi z mladimi. Jaz si vedno pravim, gledajte, vi imate ideje, treba se pač tega lotiti, ne sme vas biti strah, ne. In tudi pri nas je še vedno neka napačna percepcija, ne, če ustanoviš recimo podjetje, pa ti ne uspe, da si neuspešen, to sploh ni res, ne. To pomeni neko življenjsko izkušnjo, ki si ti na tem dobu, stvari so žive, ne, se dogajajo in to je treba pač izvajati. No, in ta en del tega Krozeja, ne, je namenjen točno temu in tukaj bi naj bila pravzaprav tudi neko stičišče izmenjave idej in vsega ostalega. Jaz upam, tam so že kar neki, ki so zelo uspešni, ne, in verjamem, da bodo potem izšli iz tega in bomo imeli prosto vse za nove. Veseli tudi dejstvo, da se iz leta v leto povečuje turistični obisk naše občine. Letos poletje je bilo pri nas za približno za 20% več nočitev kot lani. Zagotovo bodo še k boljšim rezultatom pripomogli novi projekti, kot sta na primer Enjoy Heritage in Živa Coprnija. Gredo torej stvari v pravo smer? No, zdaj jaz verjamem, glede na gospodarstvo, ki je tukaj pri nas, ne, da mi neka klasična turistična občina ne bomo, ali pa tudi mogoče kdaj v prihodnje, ne, vse stvari se zelo spreminjajo. Seveda je pa tudi to področje turizma nek dodatek, ki pa lahko tudi v enem segmentu tudi prispeva k zmanjšanju brezposelnih, nekim dodatnim aktivnostim. Je pa res to, ne, da je pri nas na različnih področjih tudi zelo bogata infrastruktura, ne, tako na šport, ne, potem je tega predvsem na tem če hočete, kulturne dediščine, ne, naravne dediščine, potem imamo seveda pač to našo krajino, ne, ki še vedno ohranja en velik del tega kmetijstva, zelo naravnega, ne, in zdaj dodatno skozi temi projekti, ki ste pa menili, pa gre za povezovanje teh segmentov, navezavati na tiste projekte, ki so že recimo bili, ne, kot so projekt recimo samooskrbe, ne pa te naše spletne tržnice, ker gre za spodbujanje
tudi še, če hočete, nekega ekološkega kmetijstva, pa potem tale konzorcij vinogradništva, ne, na nek način ponujajo neke celote, neko dodatno infrastrukturo, ampak ne samo torej to materialno, ne, ampak tudi neke mehke vsebine, ki pa dajo vsebino, ne, ker pač danes so turisti izjemno zahtevni in je potrebno na nek način ta čas zapolniti. Namen tega je točno seveda to. Zdaj k temu pa pač po moje lahko prispeva tudi aktualna situacija, ki je. Ne. Zdaj mi moramo biti odkriti, ne. Slovenija tudi beleži izjemne rezultate na področju turizma, ampak jaz mislim, da so v veliki meri sva spet pogojene, kot je na področju gospodarstva. Ne. Gospodarska rast je, ne, ampak če mene vprašate, je v veliki meri pogojena z gospodarstvo rastjo v Evropi. Ne. Če se bo stvari zalomile v Evropi, v Nemčiji in še kje, potem ste lahko prepričani, da bo to se žal tudi pri nas zalomilo, ne. Podobno na področju turizma. Ne. Zdaj, veliko trgov se je pravzaprav usahnilo v tem času zaradi teh svetovnih razmer, ne. Ljudje še vedno grejo, ne, odkrivajo zdaj pač destinacije, ki so bliže, ne, ki so varnejše, točno to. In na nek način tudi spoznavajo skozi to, ne, da je kaj videti. Ne. Zdaj, če malo potujemo po Evropi, ne, potem tega, kar imamo mi na Pohorju, če hočete, ne boste, vsaj koliko sem jaz, pa sem kar nekaj zdaj prehodil Evropo, nikdar našli, kaj vem, na Nizozemskem ali pa Belgiji, ne. So pa tam segmenti turizma, kot je kolesarstvo, pohodništvo, ki so zelo aktualni. Ne. In verjetno je na tem področju še verjetno več potenciala odprtega, kot pa na recimo zimskem turizmu, če hočete. Ne. Res pa, da tudi na tem segmentu, veste, je potrebno seveda se zavedati nečesa, ni mogoče od zunaj nekih stvari umetno postavljati, ne. Ljudje morajo to pač na nek način sami stopiti, tudi tu gre za način razmišljati in morajo razumeti, ne, tudi vsi, ki so aktivni na tem področju, da je pa neko širšo promocijo pač potrebno to nekaj dodatno vložiti. Ne, zdaj občina lahko s tistimi minimalnimi možnosti pomaga, ne, ampak glavni nosilec je pa seveda samo gospodarstvo na tem področju. Do prihodnjega leta boste uresničili pravzaprav skoraj vse načrte na področju predšolske vzgoje. Kdaj bodo predvidoma končani vrtci v Slovenski Bistrici, na Šrešnjevcu in v Laporju? Ja, ne še čisto vse, nekaj danes so me pa obiskali iz Kebla, ne, pa tam še tudi so potrebe. Ne. Skaj, teh potreb sicer ne bo nikdar konec, ne, ampak je pa res, da v nekem sklopu se pa te stvari zaključujejo. Tudi je bilo tako, ne, da je bila prva faza v bistvu za okrožitev šolskega prostora, ne. Na srečo smo mi to takrat izpeljali, tudi samo prispevki še, pa seveda z veliko sofinanciarskim deležem iz državne ravni, ne, ker sicer bi lahko mi danes imeli še to težavo dodatno, kot ima marsikatera druga občina. Mi na srečo smo šole več ali manj že v celoti uredili, ne. Zdaj, kar se pa vrtcev tiče, v tem trenutku se vrtec na Češnjevcu končuje. Za Slovensko Bistrico smo gradbeno dovoljenje, po mojem vedenju, že tudi pridobili. Se še nekaj, ta izvedbena dokumentacija pripravila in potem bo šel v razpis, ne. Tako da jaz mislim, da je vrtec tukaj v Slovenski Bistrici lahko končan v roku enega leta, ne. Seveda je treba biti pri tem pazljiv, ne. Vemo, kakšne težave imamo pri javnih naročanjih, ne, in revizijah in vsemi temi zadevami. Tam se lahko stvari zaplete, upam, da se ne bojo, ne. Naš cilj ni, da bi se, ne. In potem je pa zaradi tudi postopkov pridobivanja nekih določenih služnosti, nekih zemljišče, recimo Laporski vrtec, ki bi lahko tudi v naslednjem letu štartal z gradnjo, tako da, kaj vemo, 18-19, pa še potem recimo Kebl je ta stvar seveda v bistvu zaokrožena. Je pa res, ne, da so še nekatere druge potrebe, ne. Recimo ena izmed teh je pa šola, na katero se je v preteklih letih, pa ne v zadnjem dobi smo že nekaj prispevali, pozabilo, ne. Gre za šolo s posebnim programom, ne, Minke namestnik Sonja, kjer pa bo tudi potrebno še kaj postoriti, ne. Zagotovo pa bi lahko izvedli še več investicij na različnih področjih, če ne bi bilo težav s financiranjem občin, na katere opozarjate že za res dolgo časa. Tudi po tretjem krogu pogajanj med predstavniki občin in vlade ni prišlo do dogovora glede povprečnine v letih 2018-2019. Predstavniki občin poudarjate, da ni mogoče pristati na to, da bi bila povprečnina določena nižja od tiste predpisane zakonom, predvsem v času gospodarske rasti. Ja, to še sreča, da ste rekli, da opozarjamo, ne da jamramo, ne. Zato, ker dejansko pač navajamo dejstvo, ne.
še eno stvar bi rad povedal, ne, verjetno boste zdaj slišali, pa k meni že prihajajo ravnatelji ne s svojimi potrebami dodatnimi, pa še kdo, ne, ker so seznanjeni strani ministrstva, da so občine spet dobile dodatna sredstva. Ne. Zdaj res je, ne, da v teh razgovorih, pa v skladu z zakonom, ki je bil, se pravi, v izvrševanju proračuna vložen za leti 18 oziroma 19, ne, so neka dodatna sredstva bila za občine zagotovljena, ne, vendar, je zdaj treba zelo jasno povedati, ne, ta sredstva ponovno, podobno kot v prejšnjih letih, v bistvu niti ne zagotavljajo potrebnih sredstev, ki jih bomo morali nameniti zaradi dviga rasti tekočih stroškov. Tukaj imam predvsem v misli plače. Glejte, jaz nimam težav s tem, če imamo mi gospodarsko rast, razumete, in je prav, ne, da so tudi ljudje, ki delajo, deležni te gospodarske rasti, ne. In je vse prav, da sindikati dosežejo, recimo, ne, posebej še za tiste najbolj ogrožene kategorije, pač neki dvig plač, ne, če se že toliko hvalimo s to gospodarsko rastjo, ne. Vendar, ne, ko se pa mi pogovarjamo, razumete, z vladno ravnjo, ki pa smo tisti, ki moramo pa to izpolniti, ne, kar se pa vladna raven pa sindikati recimo dogovorijo, ne, pa se na to pač pozabi, ne, občina se pa teh sredstev ne zagotovi, ne. Zdaj pa težava je v tem, ne, da mi s tem, kar dobivamo zraven, čeprav, ko sem že rekel, zdaj poslušali, koliko je bilo danega zraven, pa mislim, da je bilo recimo dobrih 15 evrov, ne, glede na letošnje leto, za naslednje leto, ampak ponavljam še enkrat, ta sredstva ne bodo niti, razumete, zagotovila tistih sredstev, ki so nujno potrebna, da bomo lahko mi recimo plače pač zagotavljali. Konkretno zdaj, če vam povem to, pomeni, ne, da konc leta pričakujemo in je že napovedano, ne, dvig cen v vrtcih, ne. V strukturi stroškov vrtca je 85% so plače in seveda, ker so zdaj šli plače zdi gor, to se bo tam odražalo. In recimo vrtci in vsi ostali, tudi kdo je še na občini taki, ne, ker se ta pogajanja še bo več čas poteka, ne, se, gledajte, jih imate zdaj dnevno na dnevnem redu, ne, od gasilcev, za katere jaz tudi mislim, da bi absolutno jim morali prisluhniti, ne, ampak zadnji so že pa sve šolniki, pa vsi po vrsti, ne, to pri nas točna zadeva, ne. S tem, ne, veste, pa se še nič nismo dotaknili, če govorim na nivoju občine Slovenska Bistrica, tistih 4 milijonov, ki nam je pa država letno odzame, ne, in jih je na nek način občinam vzela, zato da so prispevale k ekonomsko-gospodarski ali pa finančni stabilizaciji v tem obdobju. Ne. 300 milijonov je tega na državni ravni, govorim se o okviru. Ne. V naši občini pač to pomeni približno po tej začuni 4 milijone sredstev. Ne. In zdaj jaz razumem to, ne, in to smo tudi povedali, ne, če se seveda odpravljajo ukrepi, ki so prej bili potrebni, ne, da se zadeva konsolidirala, iz tega nastajajo vse stroški, je prav, ne, da država na eni strani zagotovi te stroške nam, ki smo pač neki posrednik pri tem plačevanju, ne. Na drugi strani je bilo pa prav, ne, da se dogovorimo, in to sem jaz tudi osebno predlagal, recimo, pa ne, da se celoten ta, recimo, izpad, ker to verjetno ni mogoče, ne, zagotovi v enem letu, ne, teh 300 milijonov, če govorim za celo Slovenijo, ampak da se dogovorimo za naslednjih 5 let, recimo leta 20 ali pa 21, da bomo prišli na zakonito financiranje. Govorimo o tem, da mi smo nismo na zakonito financiranje, ne. No in zadnja pogajanja, ki so bila, ne, tam, ker sem še bil osebno prisoten, ne, z finančno ministrico, ne, je bila ponudba dodatnih 2 evrov, ne, ker več javnofinančni okvir v Sloveniji ne znese. Ne. Potem pa poslušaš v jutro poročila, ne, so pa stotine milijonov, jih je možno najti, še danes smo poslušali, nekako jih je možno najti, ne, z nekimi interventnimi zakoni in nič ni ogrožen javnofinančni okvir. Ne. In posledica tega, veste, je, da se vodi, stvari se pelje v neko totalno centralizacijo, nekaj določeni centri najbolj razviti, ne, na celo glavnem mestu, pa jaz vem, da mora glavno mesto svoje dobiti, ne samo tudi ostali morajo svoje dobiti, pa v bistvu dobijo praktično tako rekoč vse, ne, in se pozablja na ljudi, ki ne živijo recimo v centru Ljubljane, ne, in tudi številni drugi ukrepi so taki, gledajte, kaj jaz vem, mi smo že imeli ukinjanje davčnih izpostav, ne, kar je bila zadeva zreducirana na pisarno tukaj pri nas, da ne govorim o tem, da ni bilo prihranka, po mojem vedenju, nobenega iz tega naslova, ne, da je kvaliteta storitev na tem področju katastrofalno padla, ne,
zdaj se zgodba ponavlja spet na centri za socialno delo, ne, ker bo spet, kaj se ta centralizacija pomenila neko boljšo rešitev. Jaz temu preprosto ne verjamem in me ne bo več, glede na izkušnje, imam nihče na to prepričal. Pa še ostale zdaj tem treba povedati, ne, s tem nam država v bistvu jemlje delovna mesta v javnem sektorju in jih spet seli v centre. Ne. Situacija postaja, veste, nevzdržna in če se ne bo tu res naredil nek premik naprej, ta vlada zaenkrat nima nobenega posluha do tega, ne, ker morate vedeti, kaj ta 2 evra pomenta. Ne. 2 evra pomenta približno 4 milijone, pa ne za našo občino, ne žal, ne, ampak za celotno Slovenijo. Ne. Jaz sem mislil, da takrat, ko je ministrica rekla, ker je pač rekla naprej, da se ne bo cenkala, ne, za evre, da bo prišla z neko konkretno ponudbo 20-30 evrov. Ne, pa, ko smo čuli za 2 evra, dobro, to ni cenkanje za 1 evro, pa za 2. Ne. Ne. In potem so še bili menda naslednji sestanki z predsednikom vlade, jaz trenutno pač več ne predsedujem, ker je rotacija na SOS-u, ne, tako da nisem bil tam udeležen, ne, ampak tam je posledica tega sestanka bila še 1 evro, recimo, mislim, da zraven, ne, mislim, to pa je pravzaprav, da se nekdo zelo, zelo šali. In če že imamo gospodarsko rast, je prav, ne, da tudi v tistih okoljih, pa če smo čisto pošteni, ta gospodarska rast nastaja, ne nastaja v birokraciji, nastaja v gospodarstvu in gospodarstvo je praviloma v vseh teh delih Slovenije, tudi pri nas, ne, vemo, je prav, da se v to okolje ta sredstva saj delno vrnejo za potrebe ljudi, ki v tem gospodarstvu delajo. Ne. Kaj vse to pravzaprav pomeni za pripravo občinskega proračuna za prihodnje leto? Ja, gledajte, to pomeni velike težave za pripravo proračuna. Ne, mi smo sicer prvo fazo te priprave zdaj naredili, proračun gre v prvem branju na sejo, ne, in to seveda pomeni, da klestimo tam, kjer v bistvu sploh ne bi smeli. Ne. Zato, ampak zgodba taka, ne, mi plače zagotoviti moramo, nimamo nimene možnosti, da jih ne zagotovimo, ne. Pa tudi prav je, da ljudje, ki delajo, dobijo svoje plače, ne? Ampak seveda se zažiramo vedno bolj v ta investicijski razvojni del. Ne? In zdaj najlažje pač režeš, mislim najlažje, s težkim srcem, ne? Režeš in tega noče nihče slišati. Ne? Recimo, ko se pogovarjam z ravnatelji, ki seveda, mi imamo srečo, zato sem se rekel, ne? Imamo srečo, da smo šole porihtali, ne? Da smo zdaj vrtce praktično porihtali, ne veste, samo to, kar enkrat narediš, je potem potrebno vzdrževati. Zato je bilo treba računavati amortizacijo. Ne. Tega tako ali tako ni. Ne. In tega stroška držanja nove infrastrukture, ne, v neki normalni kondiciji ni priznan. Ne. In zdaj mi vse tam pač režemo. Ne. Mi poskušamo seveda še vedno peljati programe tudi na gospodarstvo, na kmetijstvo, ker nismo direktno zavezani, ne, temu, ne, ampak težave so ogromne, ne, gre tudi recimo za sofinancerske deleže pri raznih teh investicijah, ne, zdaj ta širitev cone oziroma ta faza voznice, ki smo zdaj mi naredili, ne, je tudi naš delež precejšen, njega treba zagotoviti, ne, in pač temu daješ prioritetama, potem se ostane vedno manj za vse ostalo, ne, in če se bo trend nadaljeval, ne, pa občine bojo ostale tudi Bistrica, ne, brez tovrstnih sredstev v naslednjih letih so narejene že določene analize. Ne? In ni mi jasno, na kak način te stvari pač razložiti tistim, ki so za to odgovorni. Končajva vendarle bolj optimistično. Prav je, da spomnimo na zadnje pomembne dosežke naših gasilcev, športnikov in kulturnikov. Za vrhunec pa je seveda poskrbel košarkar Klemen Prepelič, ki je na Evropskem prvenstvu osvojil zlato medaljo. Lahko smo več kot ponosni na te dosežke. No, zdaj, kar zadeva seveda Klemna, je treba še enkrat res reči, ne, da je to pač izjemni dosežek v sklopu reprezentance, ne, priznanje gre vsem, njemu pa seveda še tudi posebej. Ne. Jaz se včasih malo tudi pošalim, on ni iz Kremlja, je pa z Granita, ne, in Granito natančno rešil Slovenijo, pa pripeljal Sloveniji zlato medaljo, je pa res to, pa imamo mi srečo, pa neko pozitivno klimo v tem našem bistriškem prostoru, da so uspešni in športniki, in kulturniki, in gasilci, če omenimo in olimpijado, pa da so pa na srečo uspešni tudi gospodarstveniki, ne, in da na srečo se znamo, vse do zdaj smo se znali, jaz upam, da bo to tako tudi v prihodnje, pač ko se soočamo več čas s temi težavami, tudi vse za mizo in se dogovoriti, najdeti način, ne, kako iz tistega minimuma, ki ga imamo na voljo, čim več ali pa ne več, pač iztržiti. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, hvala za pogovor in obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Spoštovani gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost in lep večer še naprej.